Danes, tako kot sem napisal, tema bo posvečena najbolj pomembni stvari v našem poslu. Pa kaj mislite, kaj je najbolj pomembna stvar v našem poslu? Ker pogumno, Tamara, kar izboli, vidim, da si se odzvočila. Ne vem. Realizacija. Ja, to nam je definitivno pomembno, ampak posledica česa je realizacija? Pravilne strategije. Od akcije. Ja. Ali pa ja, mogoče Milivoj si rekel akcija, ne? Kaj je tisto eno dejanje, oziroma kaj je tista akcija, ki je v našem nepremičninskem poslu najbolj pomembna, ki na koncu pa je samo vprašanje časa, kdaj realizira v realizacijo? V bistvu akcija je to pridobivanje nepremičnin, v bistvu obveščanje, kdo si, kaj si, da ljudje vejo zate. Točno. Tako da, pa dostikrat pridemo točno do tega, pridobivanje nepremičnin. Pa vsak od vas, ki je bil na Ignitu ali pa ko je prebral knjigo Millionaire Real Estate Agent, kaj je na koncu ugotovil? Smo v poslu z nepremičninami ali smo v poslu s čim? Z odnosi z ljudmi. Točno. In v bistvu ni cilj pridobiti nepremičnino. Cilj je pridobiti tako močen odnos, da bomo dobili informacijo, kdo neko nepremičnino potrebuje in kdo neke nepremičnine ne potrebuje. Je res? Ja. Pa na koncu, če imamo odnos ta pravi, bomo bistveno lažje plačani tako, kot se spodobi. Ker če ne, smo samo eden izmed mnogih agentov na trgu in je bistveno težje dosegati ali višino plačila ali pa pogoje sodelovanja takšne, kot si želite. Pogoje sodelovanja pa mislimo ali ekskluzivna pogodba na enem mestu ali pa, da prisluhne realni izhodiščni ceni. Tako da, in ko imamo močen odnos, te stvari bistveno lažje dosegamo. Se strinjamo vsi okrog tega? Tako da, super. Tako da, in najpomembnejše je, torej pri nas je imeti odnos, ampak odnos, tisto, kar je nam naravno, je, da imamo super odnos z enim, dvema ali pa 5 ljudmi. To je tisto za nas osebno. V našem poslu pa ta mali krog ljudi ni dovolj. Mi moramo imeti kontakt, odnos z bistveno večjo količino ljudi. Kakšna pa ta je številka, je pa čisto odvisno od cilja vsakega posameznika. Tako da, če hočemo, bom zelo enostavno povedal, če je naš cilj prodati 100 nepremičnin na leto, je jasno, da moramo najmanj z 20 ljudmi nekaj narediti, z 10 prodajalci pa z 10 kupci. Je res? Brez 20 ljudi ne bo šlo 10 transakcij narediti. Zdaj, torej, ne moramo pa računati na to, da točno teh 20 ljudi bomo spoznali, točno teh, ki zdaj ravno prodajajo, ali pa ki so pripravljeni z nami sodelovati, ali pa ki imajo realna pričakovanja. Se lahko oseba z nami sodeluje, pa je pripravljena prodati, samo da takšne pogoje, da na tem trgu trenutno ne bo prodala ali pa kupila, ker ima takšna pričakovanja. In tisto, kar je pa realno izhodišče, pa je, da na 10 ljudi je nekdo, ki dejansko nekaj potrebuje v danem trenutku in bo dejansko realizacijo naredil. Tako da iz tega mi vidimo, da moramo imeti vsaj 200 kontaktov, zelo močnih kontaktov.
Ker iz teh 200 kontaktov bomo prišli do 10 kupcev, pa do 10 prodajalcev. Pa kaj bi rekli, je to realno ali je malo optimistično, da ker vsaki 10 bo v danem trenutku, bo v letošnjem letu nekaj z nepremičnino naredil. Je realno zaračunati, da bo čisto vsak želel delati z nami, pa da sploh potrebuje nepremičninsko agencijo, da mogoče nima že dogovorjenega posla, ali moramo malo več računati. Kaj bi rekli? Malo več. Če je več, ni težav, ne? Ja. Na Štajerskem radi rečemo za ziher, ne? Vsaj enkrat več. Ne? Vsaj enkrat več. Da tudi, ko vidimo, ko začnemo z nekom odnos graditi, pa vidimo, da pa bo prodajal, ne? Pa se na koncu za nas ne odločijo, ne? Da nam ni nič hudega. Ne, da potem smo toliko jezni ali pa žalostni, ne? Da potem se še 3 dni smo zaprti v pisarni, ne? Preden gremo dalje v akcijo. To moramo vzeti v kalkulacijo. Ne bo vsak z nami delal, ampak to je super. Ampak če mi ne bomo z dovolj ljudmi komunicirali, niti ne bomo vedeli, kdo sploh namerava nekaj z nepremičnino narediti. Ne? Tako da je to tisto, kar bi jaz rekel, da je ključno. Zdaj, preden pa sploh se začnemo, bom rekel, z ljudmi komunicirati. Kaj bi rekli, je pomembno, z kakšno energijo komuniciramo z ljudmi? Vedno je pomembna energija, vedno. Če začutiš človeka že čez telefon, potem veš po telefonu, kako bo stekel sestanek, če sam delaš klice, ne? In včasih se ne odločiš sploh za sestanek, če že komplicira po telefonu. To je z mojih izkušenj. Ja, ali pa tudi ne želimo z nekom sodelovati, ker ne začutimo energije, tudi na drugi strani, ne? Torej, spomnimo se naših prepričanj. Kdo je vedno na prvem mestu? Stranka. Ne? Pa naslednje, kar je pri komunikaciji, kaj pravimo? Najprej poskušaj razumeti. Najprej poskušamo razumeti stranko. Ne? Torej, zakaj stranka ne sodeluje z nami? Ne? Kaj je tisto, kar je to povzročilo? Ne? Tako da, če iz tega gledamo, ne, dajmo pogledati, z kakšno energijo bomo mi komunicirali z ljudmi, kaj bomo mi prinašali ljudem, ne? Da bomo si ta odnos zgradili, da si bomo sploh zaslužili, ne? Da bo pa rekel, hej, glej, Petra, veš, razmišljam pa o tem in tem. Kaj ti misliš? Ne? Ker ko to dosežete, da vam pa vaš kontakt reče, hej, razmišljam o tem in tem, kaj ti misliš, kaj bi bilo najboljše narediti? Tu ste potem zmagali. Imamo pa 2 poti, seveda, ne? Kar se tiče kontaktiranja, pa kontaktnega športa v nepremičninah, ne? Imamo eno pot, kjer lahko gremo, bom rekel, kontaktirati ljudi, ki so že povedali, da nekaj vezano z nepremičninami potrebujejo, to so nepremičninski oglasi, prodaja, zasebna ponudba, ne? Ali pa ohranjamo ravno stik z temi ljudmi, kot smo govorili. Tako kot smo prej rekli, če bomo mi z 400 ljudmi kontaktirali, je zelo, zelo verjetno, da bomo iz tega dobili 40 ljudi, ki nekaj v letošnjem letu nameravajo z nepremičninami narediti. Pa rečemo, da bomo samo za vsakim drugim uspeli na koncu nek korak naprej narediti, da bodo dejansko z nami sodelovali. In je to 20. Pa rečemo, da od tega polovico prodajalcev, polovico kupcev. In imamo tistih 10 transakcij. Tako da lahko nenehno kličemo neznane ljudi. Dejstvo je, da ste tam v borbi, kaj mislite, z koliko agenti? Mislite, da jih pokliče še kdo drug? Te stranke, ki so rekli, da prodajajo stanovanje? 20 smo po vrsti. Odvisno, kdaj začneš klicati. Mak reče, vi ste že 20 danes. Ja, tako da ena pot je ta, ki je sicer enostavna, ampak težka, ravno zaradi vsega tega,
Ali pa druga pot, da namesto, da smo 20 v vrsti, da govorimo z ljudmi, ki jih že poznamo, ki nam že zaupajo, ampak jih pač 20 pokličemo zato, da en posel dobimo. Ker tisto, kar si moramo mi predstavljati, mindset, če bomo mi z 20 ljudmi iz naše baze, ki nas poznajo, ki nam že zaupajo, ali so to prijatelji, sodelavci, kolegi iz nekega treninga, sosedi, karkoli, če bomo z njimi komunicirali v nekem ritmu, pri nas pravimo 4-krat na leto, vsaj, torej v vsakem letnem času, bomo vzpostavili en odnos, kjer ko bo oseba nekaj potrebovala, nas bo verjetno vprašala, hej, kaj pa ti misliš, kaj bi bilo tu pametno narediti. In ne gre za to, da pri vsakem klicu ga vprašamo, a imaš kaj za prodati, ker nas bo že pri 3. klicu vprašal, če smo nori, če ga bomo 4-krat na leto to poklicali pa vprašali. Ampak kaj so lahko 4 klici? Dajmo pogledamo iz ptičje perspektive. Ob začetku leta oziroma ob koncu leta lahko voščimo za novo leto oziroma lahko jih vprašamo, kako so štartali leto, kaj so njihovi plani v tem letu, kako so z družino stopili v novo leto. To je na primer ob začetku leta, prvi letni čas. Naslednje, kar je lahko eden izmed teh 4 klicev, je lahko za rojstni dan. Je res? Eden klic je lahko, ko kakšen dogodek organizirate vi ali pa Keller Williams, da jih povabite, ali pa ko je nekaj drugega zanimivega, da jih obvestite v mesto. Eden pa je, ko se nekaj na temo nepremičnin bistvenega zgodilo. In ni hudič, da se v enem letu ni en tak dogodek, o katerem je fajn z vašimi strankami predebatirati. In jih vprašati, ali bi jim ta informacija njim koristila, ali pa poznajo koga, ki bi jim ta informacija koristila. In so to ti 4 klici v letu, tako kot so 4 letni časi. In to ravno rezultira ta konstanta, pa da stalno gledamo, kako lahko mi njim pomagamo z nepremičninskega področja, ali je karkoli, kar pa potrebuje. Torej ne, da ga vprašamo, ali ima kaj za prodati, ampak ali ima v mislih koga, ki bi mu lahko te informacije koristile, ali pa ali ima kakršnokoli situacijo z področja nepremičnin, kjer mu lahko ti z svojim znanjem in svojimi kontakti pomagaš. To. In si utrjujemo odnos. In če tako gledamo, če naredimo 20 klicev, je dejstvo, da bo nekdo nekaj potreboval. Drugo, kar je dejstvo je, če gledamo, če z nekom konstantno delamo ta način komunikacije, kaj se tudi zgodi? Ker nam ni primarni cilj, da on nekaj preko nas kupi ali pa proda. Seveda bo to neka naravna posledica, prej ali slej. Mogoče letos, mogoče pa čez 10 let. V povprečju vidimo, da nekje na 7 let potrebujejo dejansko nekaj. Ali se morajo preseliti, ali nekaj investirajo, ali nekaj dedujejo, ali se ločijo, ali karkoli je. To je ena življenjska situacija. Ampak kaj je še tisto, kar je dodatna posledica, če imamo odnos v redu postavljen? Ja, vsakič, ko se gre recimo za nepremičnine, kjerkoli, se najprej na nas spomni, recimo, in nas pokliče, ali pa če ga recimo kakšen sosed pokliče, ali pa kakšen kolega, potem vedno se na nas najprej spomni, naših pogovorov pa nas, karkoli je v zvezi z nepremičninami, ker recimo smo vedno v nekem odnosu z njim. A rečemo, da gremo res realistično, pesimistično, bom rekel, pa dobro, pa ne bo se vedno spomnil pa rekel, hej, ti pa moraš poklicati Milivoja ali pa ti moraš poklicati Tamaro, ko se bojo na kavi pogovarjali z kolegi, ko bo neka tema na nepremičnino prišla, ali pa z družino na nedeljski župi, ko imajo v družini kakšno nepremičninsko situacijo. Lahko pa zelo verjetno računamo,
da pa enkrat na leto se bo pa verjetno pa spomnil, pa ko bo kaj rekel, a ne? Pa nas priporočil dalje. In če smo pa mi še torej, če smo mi konstantno gradimo odnos, s tem povečujemo ravno to, da povečamo možnost, da se nas bo v neki taki situaciji naš kolega, naš kontakt z naše baze spomnil, pa da bo za nas omenil. Drugo, za kar pa je pomembno, da se pa enkrat na kvartal slišimo, pa je, da takrat, ko se slišimo, pa ko bo ravno ga bomo poklicali, a ne, pa bo ravno rekel, hej, veš, da smo se pa zdaj par tednov nazaj pa pogovarjali z kolegom, ki pa razmišlja to in to in to. In to je potem tista magija, ki naredi svoje, eno z drugim. Pa če gremo pogledat številke, ne, pa sem jaz rekel, če grem obratno gledati, na eno transakcijo, koliko v povprečju nepremičninski agent v bistvu ima izdano fakturo, realizacijo? Je to 5.000, je to 7.000, je to 10.000? Bom jaz rekel v povprečju, ne, če celo Slovenijo gledamo, Ljubljana malo več, pa obala vzhodna Slovenija malo manj, rečemo 7.500. Ok? Včasih imate malo večje posle, včasih imate malo manjše. Ne? Je to realno izhodišče? Pa če govorimo, ne, dajmo se samo tega zavedati. Če se mi odločimo, s katerimi 400 ljudmi bom kontaktiral na redni bazi, da zgradim ta odnos, koliko dela dejansko je tukaj odzadaj? Jaz sem dal zdaj primer 400, če je vam 10 transakcij na leto dovolj. Če jih želite več, je seveda več. Ne? Če hočem jaz z njim 4-krat na leto govoriti, torej, ko bo on eno transakcijo naredil, smo rekli v povprečju nekje v 7 letih, sem ga torej mogel 28 ali pa rečemo 30-krat kontaktirati v teh 7 letih. To je 30 klicev navzgor zaokroženo. Za rojstne dneve, za praznike, pa vmes še 2-krat smo rekli. Ne? In je to 30 klicev. Koliko smo pa ugotovili, da je ena stranka vredna? En ta odnos? Ena transakcija je 7.500. Deljeno za 30 je to 250 evrov po klicu. Koliko časa pa en klic traja? Zadnjič smo se ravno pogovarjali na Atriumu, ko smo malo debatirali. Realno je to 5 minut, mogoče bo prvi klic od teh 4 klicev, bo mogoče trajal 10 minut, pol enkrat, ko pa imate normalno odnos, so pa to klici do maksimum 5 minut. A vidite, kakšna moč je tukaj? Pa v to niti nismo računali česa, to, kar smo se prej pogovarjali. Da ljudje nas bodo prej ali slej priporočali. Pa rečemo, smo rekli, ok, enkrat na leto, da nam bo dal neko priporočilo, kar je realno, a ne? Če smo ga 4-krat klicali. Pa rečemo, da gremo res na sigurno stran, da računamo, da nas ne bo vsak priporočal iz naše mreže ljudi, s katerimi kontaktiramo, izmed naših prijateljev, ampak samo vsak drugi, da nam bo enkrat na leto neko priporočilo. Smo tukaj na varni strani. Je to potem v bistvu vsak ta klic ni samo 250 evrov, če si predstavljate, ampak je še 125 evrov zraven. Ker še iz vsakega odnosa boste od vsakega drugega dobili še iz priporočila nekaj. In je to tista razlika, ne? Agenta, ki kontaktira samo tiste, ki v bistvu so že rekli, da prodajajo, pa so že objavili, pa jih je klicalo 10 strank, pa 20 agentov, pa smo eden izmed teh 30 klicev mi, ali pa smo pametni, pa sejemo odnos vnaprej, da preden bo on sploh prišel do tega, da bo dal na internet, da pa bomo prišli ravno do tega, hej, Helena, kaj pa ti misliš? Veš, razmišljamo o tem in tem. In ta obrnjena logika je zelo, zelo pomembna.
Jaz ne pravim, da delajte samo to. Razen, če imate tako močno bazo, da pa si lahko to privoščite. Marsikdo dela samo to, a ne? Izmed naših top producerjev marsikdo v bistvu izključno gradi odnos z svojo mrežo ljudi, ne kontaktira hladnih klicev. So pa hladni klici, bom rekel, super pospešek, a ne, za tekoče posle. Ampak lepo prosim, ne tega zanemariti, ker je ful škoda. Ful škoda. Tako da, jaz zdaj verjamem, ko smo to šli predebatirati, da se sigurno vsak spomne 5 ljudi, ko pa bi jih bilo pametno danes poklicati. Pa dajmo si zdaj vzeti minuto časa, pa si dajmo napisati na kos papirja, katerih 5 ljudi bom jaz danes poklical. Pa se ne gre za to, joj, pa nima nič za prodati, ne? Lahko, da je mogoče kdo, ko vam je pred enim letom nekaj razlagal, da pa razmišlja nekaj. Lahko pa je enostavno nekdo, ko veste, da je dobro ohraniti z njim odnos. Ker javite, ko si jih boste 5 napisali. Jaz jih imam 10. Ok, super. Ker povejte, ko boste, da nadaljujemo. Aha, Aleksander, vidim, da si nekaj povedal, samo si mute, veš, tako da te nisem slišal. Ne, jaz samo poslušam v redu. Ok. Zdaj, naslednje, kar bi rad naredil, je, da samo osvežimo, kaj je tisto bistveno pri klicu, da bo klic kvaliteten. Če gremo gledati strukturo zmagovitega klica, efektivnega klica, da ni to
nek neproduktiven klic, kjer v bistvu nima ne sogovornik nič od tega, pa se vi zapletate. Tako da, če pogledamo, tisto, kar je bistveno, je na eni strani zagotoviti z tem, da začnemo z odnosom, torej začnemo vedno tako, da je en del klica pozdravni vezan na odnos. Kaj se jim zanimivega dogaja, kako so se imeli in podobno. Naslednji del klica, bomo rekli jedro, če se iz šole spomnimo, je dogodek. Torej, kaj je tisto, zakaj ga kličete? Pa kaj je lahko, na primer zdaj? Začetek leta, primer. Če je to nek bolj prijateljski odnos, je že to definitivno dovolj močen dogodek ob začetku leta. Če imate z nekom izključno poslovni odnos, je to mogoče dogajanje na trgu. V zadnjem času so ničkolikokrat mediji povzemali, kako eksplozivno cene nepremičnin rastejo. Ali pa zakonske spremembe, ki so bile. Torej, nek dogodek na trgu ali nek dogodek privat. In kot zadnje, kaj je sploh cilj klica? Cilj klica pa je lahko čisto enostavno. A misliš, da bi ta informacija koga izmed tvojih zanimala? Oziroma, koga izmed tvojih, komu izmed tvojih prijateljev bi ta informacija koristila? Ali pa koga poznaš, ki bi mu to lahko koristilo? Ali pa, tako kot smo prej povedali, si ti ali pa kdorkoli od tvojih prijateljev v takšni situaciji, da ti lahko za svojim znanjem pa za svojimi kontakti pomaga. Ker vaš cilj je kaj? Ljudem pomagati. Ker ko boste vi ljudem pomagali, bodo ljudje pomagali vam. Kolikokrat vas ljudje vprašajo, koliko pa bo to stalo? Kaj je najbolj učinkovit odgovor? Da najboljše plačilo za moj support je priporočilo. Ne evri, priporočilo. Naša valuta je priporočilo. Struktura pogovora pa v bistvu more stati na teh treh temeljih. Moramo biti avtentični, moramo pokazati empatijo, torej prvo kot prvo moramo ljudi sploh poslušati, in logika mora biti za vsem skupaj. Torej, kaj je neka logika, da bo za tem, da smo ga mi poklicali? Kaj je neka korist za njega oziroma za njegove znance? In je to to. In je to najbolj učinkovit pogovor. Pa če gremo tu en primer, pozdravljen Marko, kako si? Pa tu se zaustavimo, pa ga poslušamo. Ne ga kar pohoditi. Pa ko on začne govoriti, da kar mi nekaj nadaljujemo. Ker potem smo to empatijo čisto zgrešili. Pa niti malo nismo empatični, avtentični, ker ga nekaj sprašujemo, kar nas sploh ne zanima. Potem, seveda, tu moramo dati feedback, da nam je, odreagiramo na to, kar nam pove z zanimanjem in navdušenjem. Potem, naslednje, kar je lahko dogodek, je stanje na trgu. Mediji so zdaj v zadnjem času ničkolikokrat poročali, kako so v zadnjih 10 letih za več kot 100% cene nepremičnin zrasle in še dalje rastejo. Vprašanje pa je, kako dolgo. Drugo so spremembe gradbene zakonodaje,
gostinske zakonodaje za kratkoročne nastanitve in tako naprej. Ali pa enostavno začetek leta. Začetek leta je, hej, kakšni so tvoji plani in kako ti lahko jaz pri tem pomagam? Z svojim znanjem ali pa svojimi kontakti na področju nepremičnin. Bi tu kdo kaj dodal, kaj vprašal, ima kdo kak predlog? Kar se tiče nekega učinkovitega dogodka, kaj je tisto, zakaj se je vam zdaj najboljše klicati v tem obdobju ljudi? Ravno zaradi tega, ker je novo leto, da se jim lahko vošči, ne? Mhm. Hkrati pa potem tudi vprašajo, tako kot si prej rekel, Daniel, kakšni so njihovi plani, kaj, ne? V takem smislu, da se začne pogovor, ne? Ja, kakšni so pa vaši cilji za letošnje leto, ne? Torej, če imam z nekom izključno biznis odnos, ga bom o poslovnih ciljih vprašal, ne? Če je nekdo meni bolj, bom rekel, kot končna stranka, kjer ima predvsem družino, nima posla, ne? Kakšni so pa kaj plani vaše družine z področja nepremičnin? Je tukaj karkoli, kar vam lahko pomagam, vam ali pa vašim prijateljem? Super. Lepo vodite. Se slišimo kaj v kratkem. Če pa bo karkoli takega, pa vidite, da me lahko pokličete. Tak dan. Jaz bi danes naredil bistveno bolj praktično, da boste že od samega tega termina 8:30 nekaj imeli, poleg tega, da spilimo svoje znanje, bi jaz predlagal sedaj sledeče, da boste že sedaj naredili stopničko proti svojemu dosežku. In tiste ljudi, ki ste si jih zdaj napisali, dajmo narediti 3 klice, nekateri se vam bojo javili, nekateri se vam ne bojo javili, pa si potem dajmo feedback z zadnjih 10 minut. Tako da zdaj imamo 25 minut časa, imamo 15 minut časa, da probamo nekoga izmed 3 ljudi probati dobiti na telefon ali pa 2, pa se potem 29 nazaj vključimo za feedbacke. Zmenjeno? In je čist simpel. Torej, govorimo, klic začnimo z odnosom, na to gremo v dogodek, pa na to gremo v cilj. Cilj je pomagati ljudem. Koga poznaš, ki mu ta informacija lahko koristi? A imaš koga, ki mu lahko z svojim znanjem ali pa kontakti v letošnjem letu pomaga? Tako da je to. In je zanimivo, kaj se odvije. Tako da te pa gremo, jaz sem si jih tudi 5 napisal, naredim 3 klice, pa se 29 nazaj povežemo. Tako da dajte si kar na mute, se ne bomo zdaj eden preko drugega govorili, ne? Vsi smo brez glasa, pa se čez 15 minut nazaj kontaktiramo. Zmenjeno? Prav, reakcija.
Ok, jaz se vključujem že nazaj, čeprav je 19, je še minutka ostala, ampak naslednjega klica ne bom mogel narediti. Kako vam je kaj šlo? Super nam je šlo. Jaz sem bivšo prodajalko poklicala, to, ker sem imela z njo 6% ekskluzive in zdaj prodajajo družinsko hišo v Tomišelj na Igu. Zaenkrat je tam še njena mama pa sestra, ampak so pač se odločili, da bojo prodali, no. Tako da se bom jutri oglasila na poti iz Ljubljane, tam na ogled. S koliko ljudmi pa si uspela govoriti? Kako? S koliko 4? Prav. Ja, z enimi tle, z enimi manj, ker je le služben čas in je to tako, ne. Tako da z dvemi se slišam popoldne, no. Samo z dvemi sem tako konkretno govorila. Tale, ki je pa kupila, tale Željka, me bo pa priporočila kolegici, ki zdaj razmišlja, bi prodala, ne bi prodala. Tako da sem imela 2 kar orenka klica. Super, odlično, bravo. Anita? Jaz sem od 6, sem je samo ena javila. Ja, se zgodi tudi to, ja. Je bivša kupka, je rekla, da zdaj zaenkrat nič ne ve, ampak me bo priporočila, če bo kaj izvedela. Jaz sem samo vprašala, kako so v novi hiši, ko se, ne vem, avgusta odselili. Tako, ja. To je bilo vse, ki so se mi javili. Ja, je to čisto običajno. Tisto, kar imaš zdaj prednost je, da verjetno te bojo pa zdaj že tile nazaj klicali. Tako da tisti najtežji korak si naredila, ti si jim pozvonila, ne? Zdaj pa je samo pričakuj klic, ko bo nazaj, tako da samo ono me v spominu, ne? Kaj je bistvo klica, ne? Kaj je tvoj cilj in je to. Tako da iz tega razloga ravno je ful super, ne, si narediti pa daljši seznam. Kljub temu, da imamo mi, na primer, da smo si dali za cilj, na primer, da jih bomo 10 danes poklicali, je ful nujno, ne, da pa imamo seznam daljši, ne, da lahko kar dalje kličemo. In najboljša praksa je od agentov, ki imajo cilj 10 klicev na dan opraviti, da si v začetku tedna pripravijo seznam 50 kontaktov, ki jih bojo ta teden poklicali. Ker, na primer, danes jih kliče, na primer, tako kot Anita si jih ti 6 poklicala, da bi dejansko z 10 govorila, bi verjetno prišla že tam proti 20, ne? Potem nekateri se ti ne bojo te nazaj poklicali, nekateri te bojo, pa jih mogoče vtorek, mislim naslednji dan ali pa pojutrišnjem še enkrat pokličeš, ne? Skratka, da imaš cilj teh 50 do konc tedna si jih lepo razporediti. Eni se ti danes javijo, eni se ti pojutrišnjem javijo, eni se ti bojo popoldan javili, ne? In prideš čez cel teden potem okoli. Super. Tamara? Yes. Ja. Kako je tebi šlo? V redu, z eno prijateljico sem govorila, ki imajo podjetje tudi, pa veliko lastnih nepremičnin. Je sicer rekla, da pač vedno daje enemu agentu, ki ga pozna, pa z njim sodeluje že dolgo, pa je zelo uspešen, ampak da mi bo pa sporočila v bistvu, ko bojo spet na voljo poslovni prostori za najem, da bojo tudi mene naprej priporočili, pa za en poslovni apartma, ki je pogosto na voljo tako za najet, za pol leta recimo, tako da evo, uspešno. Super. Tudi taki odnosi, ne, kjer nam stranka reče, ja pa da z drugim že sodeluje vrsto let, nič hudega. Tisto, kar bo enkrat prevagalo, ne, če mi stik ohranjamo, pa da gledamo, kako jim lahko pomagamo, se bo prej ali slej vprašal, ne, čakaj, s kom mi je boljše sodelovati. Ali s tistim, kateremu fakture plačujem, pa kaj je praviloma. Kolikokrat dejansko agentje pokličejo svoje stranke od zadaj, kljub temu, da z njimi sodelujejo, pa nam velike fakture plačajo, pa jih včasih 3 leta ne pokličem. Razen takrat, ko oni spet nas rabijo, nas ali stranka kliče, ne pa da jih mi vprašamo, kako jim lahko pomagamo še. Ali je karkoli takega, ali je kakšen nasvet, ko ga rabi, kjerkoli. Pro bono. Pa ko vpraša, kako lahko to poplača, priporočilo mi najboljše plačilo. In potem začne vagati. Tako da super. Pa dajmo še damam prednost. Helena?
Meni je uspelo z 2 govoriti, ker so bili malo daljši klici. Ja. Tako da niti do 3. prišle nisem zdaj v tem času. Ena je bivša prodajalka, je bila ful vesela, tako da se v petek slišimo, ker so še drugi solastniki in ona je rekla, da je za, samo se moramo še zdaj tu uskladiti. To je bilo že z prejšnjega leta enkrat, ko so prodajali, pa so zdaj dali vse skup dol, ampak hočejo pa prodati, ne. Druga pa je, ki želi, ki planira prodati, ampak so pač neke življenjske zadeve in se zdaj nekaj časa malo nismo slišali in je bila zelo vesela, mislim, zelo so veseli, ko jim tako voščiš, ker vidijo, da se spomniš na njih, ne, in je to nekaj čist drugega in se mi 100-krat opravičevala, da ni sama poklicala, ker sami ponovej ne pokličejo, ne, zelo redko. Tako da, glede na to, da na Tajsko odpotuje, se februarja slišimo na začetku, ravno na Tajskem pa ravno nekaj ureja, ki je povezano s to prodajo nepremičnine. Super. Glejte, če mi vsaki dan naredimo 10 klicev, kljub temu, da nam bojo eni rekli februarja, eni nam bojo rekli, ja, čez pol leta, eni nam bojo rekli, ja, veš, čez 1 leto, nič hudega, vse cajt tako ali tako gre skozi. A ni lepše, da potem že imate stvari v bistvu pripravljene, ne? Tako da super, bravo, bravo. Pa Aleksander? Ja, meni je uspelo s 3 pogovoriti, ja. Sta 2 rekla na moje vprašanje, najbrž že pozabili, toliko časa nisem klical, oba sta odgovorila presenetljivo, ampak oba skoraj enako odgovorila, da ni da se ni meni pozabiti nikoli. Tako da super, ja. Rekla, zaenkrat nič ni, ampak bojo tudi oglasili se, če kaj bo, ali koga bojo spoznali, ali kaj bojo slišali, ja, tako da v redu. Ena gospa, zdaj danes popoldan grem že k njej, oni že prek meni kupili nekaj, zdaj pa oni razmišljajo za hčero kupiti stanovanja v novogradnji. Torej, treba njim nekaj v Ljubljani, bližje k centru, najti eno ali dvosobno stanovanje, da še zdaj se gradi, da bi oni šli v takšno. Tako da super je, super. Sem mislil, da že zapravili ves denar, pa ne, še imajo. Ja, denar se vedno obrača. Tako da tisto, pa imajo, ker če pogledamo, proda se kar nekaj nepremičnin, ne? To na eni strani pomeni, da nekateri so denar plasirali, nekaterim se je pa denar sprostil. In če obrnemo drugače, 7.000 ljudem na leto, velika količina denarja sprosti. Zdaj pa, ali vi to veste, ali pa vi tega ne veste. Je pa samo ta klic, samo en simpel klic za narediti. Tako da, bravo, bravo. Tisto, kar bi ti Aleksander tukaj priporočal, je, da ji daš en tak naslednji klic ali pa mail, da ji pa malo razložiš, na kak način ji lahko tudi pomagaš, ne? Če si ti zraven nje pri novogradnjah, ker je pač treba poskrbeti, da bojo ji res zagotovljene vse pravice, ki jih ima kot kupec iz naslova novogradnje. Tako da si ji lahko ta support ne samo iz naslova iskanja nepremičnine, ampak tudi v tem prodajnem supportu, v prodajnem postopku, pa v predaji so zelo pomembni elementi. In če ima nekoga ob sebi, da bo tu res si zagotovila čisto vse pravice, ki ji pripadajo. Tako da je to, da ni samo iskanje nepremičnine. Tako da, Milivoj? Meni je uspelo v tem času samo z 2 strankami govoriti, no, pač starejši gospe, ki rade govorijo, pa čas hitro beži. V glavnem ta prva je, ki sem ji že pred leti hišo prodal, no, pa še do danes iščeva njen sanjski dom, ne. V bistvu ima svoje nepremičnino, ampak išče neko manjšo hišo iz malo zemlje, no, tako da isto komunicirava skoraj dan enkrat na 2 meseca, no, tako da zdaj je bilo idealen caj, da jo spet pokličem. To druga stranka je pa, ki z gospodom svojim nekako razmišljata, da bi šla v varovano stanovanje in bi svojo stanovanje dala pol v prodajo, v bistvu prodaja nakupno. Tako da so malo osvežil kontakte zdaj. Bravo, bravo.
Fajn. Pa kljub temu, da so to bili starejši, pa daljši pogovori, ne, si dejansko v 20 minutah vendarle 2 poklica, z 2 pogovora upravo, ne poklica, pogovora dejansko upravo, ne. Tako da je to tisto, ne, da če gledamo, da kaj lahko z 10 kontakti na dan naredimo, je potem to tudi, če so starejši pa daljši klici, je to ura pa pol, na primer, ne. Potrebna. Če pa je to hitrejše, ne, pa vidimo, da so to tudi po manj kot 5 minut klici, pa imamo v 1 uri. Tako da, Nina? Ok, jaz sem se lotila namreč Facebook kampanje, ker je itak moram preklicati, ne. Tako da sem za 4 govorila, s tem, da sem že vse naredila in aplikacijo naložila in povedali, kako se mora aplikacija naložiti, ne. Tudi Facebook kampanja je ok, ker so tukaj kot kupci in prodavci vse v enem, ne. Uspela sem poklicati tudi enega, ki ima danes pač rojstni dan. Tako da je rekel, že dolgo se nismo slišala, ok, dobro, slišala, ampak hočem ti povedati, da vedno jaz tako rečem, ne, ker običajno mi potem kontra ljudje pravijo, ja, res je, pa itak ne ve, kdo sem, ne, ker običajno ljudje tako pozabijo, ne. Tako da to sem naredila, tako da sem od 5 klicev sem za 4 govorila. Bravo, bravo. Tisto, kar smo videli, ne, kaj lahko v 20 minutah naredimo. In tisto, kar je bistveno, ne, prej smo govorili, eno je o mindsetu, eno smo govorili o energiji. Sicer ful boljše je, če imamo kamero vključeno, ne, ker je tudi ena izmed stvari, ki pri energiji pomaga, ne, torej kako si lahko pomagamo, da imamo top energijo, da se ne bomo samo o vsebini pogovora pogovarjali, ker vemo, da je najbolj pomembna je ravno energija pa vaš mindset. Ful je pomembno, da se tudi telesno spremenite, a ne, če ste dolgo sedeli, ne, potem nam energija ful pade. Jaz najraje stojim pa kličem. Drugo, nasmešek pred klicom. Tonaliteto čisto drugačno naredi, če z nasmeškom govorimo, a ne, kot pa, če smo tak, a ne. Tako da, to so malenkosti, ki pomagajo, a ne. In dajte si s tem pomagati. In najlažje energijo spremeniti, pa mindset spremeniti je, če spremenimo telesno energijo, če se premaknemo, če drugo držo držimo. Ker če smo tako dol, ne, je že avtomatsko smo žalostni in bogi tihi, ne. Če pa lepo zravnano držimo, pa se že takoj v sekundi drugače počutimo, a ne. Tako to tudi uporabljajte, vam bo bistveno koristilo. Tako da super, upam, da vam je bil trening koristen, to je najbolj pomembna zadeva, ki je za naš posel, vidimo, koliko vrat si lahko odpremo, tako da čim več časa si za to zavarujte, top agenti si 3 ure na dan zavarujejo ravno zato, da si pripravijo seznam, si pripravijo cilj pogovora pa razlog pogovora, 1 uro pa pol kličejo, pol pa še pišejo, pošljejo in podobno, a ne. Tako da, jaz sem na primer, da vam še jaz dam feedback, jaz sem jih imel 5 napisanih, tudi samo en se mi je javil, ampak se mi je javila bivša Slovenska gazela, podjetnik, ki pa je po dolgem času rekel, da pa res bo pa zdaj po dolgem času spet stopil nazaj v nepremičnine, tako da ko bo nekaj rabo, ko bo zadeva dovolj zrela, me bo poklical za nasvet. Je, to, 20 minut, pa pogledajte, kaj ste naredili za sebe. Tako da super. Uspešno naprej, samo tako naprej.